Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili, ta sprejema grešnike in je z njimi. Tedaj jim je povedal tole priliko. Neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada, in razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih služabnikov. In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom, brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakoljite, ter jemo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden, in začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju, ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj to pomeni. Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker se mu je zdrav vrnil. Razjezil se je in je hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal, on pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami potradil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Zradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Poslušali smo Kristusov evangelij. Lahko nekaj besed še iz evangelija, ker je res lep. Tukaj na začetku vidimo Jezusa, komu to govori. Pred Jezusom so pismouki in farizeji in vidijo, da se Jezus druži z grešniki, torej s tistimi, ki na veliko grešijo, pa jim lahko rečemo, to gre v nos, ni jim prijetno. Zakaj se z njimi druži, zakaj ne bi hodil z popolnimi ljudmi ali pa z idealnimi ljudmi. Pa jim Jezus pove potem tole priliko o izgubljenem sinu. Vidimo sina, reče očetu, naj mu da delež premoženja, ki mu pripada, gre v daljno deželo in zapravi z grešnim življenjem. To pomeni kot vsak greh, ko človek greši, se oddalimo od Gospoda, tako kot tukaj izgubljeni sin. Gre v stran, greši, se oddali od Gospoda, od ljudi, sam je. Na koncu ga lakota prisili, da se vrne k očetu. Moče ni tisto grešno življenje, ampak ker je lačen. Najlepši del odlomka pa je to, ko pride pred očeta, ga oče objame, poljubi, ga obleče v najboljšo obleko, piše,
prstan mu da na roko. Skoraj neverjetno, če tako gledamo. In isto se dogaja pri sveti spovedi. Človek pride s spovednico, te Bog objema, nas Bog objema, nas poljubi, se veseli. Zakaj se veseli? Ker se spreobračamo, ker se hočemo spreobrniti, ker hočemo iz grešnega življenja eno čisto življenje. Tukaj že potem imamo starejšega sina, v katerem se tudi lahko vidimo. Po ene strani lahko rečemo, da vsak izmed nas bi lahko tako razmišljal do drugega, kako ga lahko oče sprejel, naredil veselico. Skoraj nemogoče, mislim, da res vsak izmed nas lahko to doživlja. Ampak če pogledamo nas same, kolikokrat nam je bilo odpuščeno v življenju, mogoče velike stvari, ki sami sebi nismo mogli, pa nam je celo bližnji tudi lahko bližnji odpustil, tako lahko tudi mi odpuščamo drugim. Pa še nekaj malega o nečistosti. Je tudi greh, ki nas oddaljuje od Gospoda, od drugih. V Svetem pismu prve besede v Stari zavezi, ene prvih besed so, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel, bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Te besede lahko rečemo, da nam govorijo o dostojanstvu človeka, moškega in ženske. Torej, imamo Božjo podobo, ustvarjeni smo po Božji podobi, Bog nas je ustvaril, potem o razlikovanju po spolu in končno o Božjem blagoslovu. Bog blagoslavlja moža in ženo, ki daje smisel spolnemu razlikovanju, ki je namenjeno porajanju življenja. Zakonska zveza je vse od svojega začetka postavljena kot posebna zveza med moškim in žensko, ki se že po svoji naravi odpira rodovitnosti. Spolno razlikovanje med moškim in žensko ima prav ta namen in spolna sposobnost je usmerjena v njegovo uresničitev. To je vgrajeno v človeško naravo in je vedno del človekovega bistva, ne glede na to, če on to sprejema ali ne. Moški in ženska čutita vzajemno naklonjenost, ki lahko postane čustvena in privede do sklenitve zakonske zveze, v kateri bodo spočeta nova življenja. To je naravni mehanizem, katerega delovanje se deloma izmika našemu nadzoru, deloma pa ga lahko nadzorujemo. Spolni nagon, nagnjenost k spolnemu odnosu z osebami nasprotnega spola za spočenjanje otrok je takoj za preživetvenim najmočnejši nagon. Torej spolnost, boj za preživetje sta najmočnejši čustvi človekov. Vendar pa je za razliko od živali podrejen oblasti duha, ki ga lahko do neke mere vodi. Živali poznajo obdobja parjenja, v katerih začutijo paritveni nagon, ki mu sledijo, pri človeku pa je drugače, poklican je, da svojo spolno aktivnost vodi z razumom. Kar seveda ni vedno enostavno, ampak smo poklicani, da je razum nad čustvi, nad poželenjem. To ni tako enostavno, posledica izvirnega greha je, da so človekova poželenja nekoliko neurejena. Zato je čistost krepost, ki nam omogoča živeti našo spolnost po Božjem načrtu. Čistost je sposobnost, da uredi željo po spolnem užitku, spolnost je nad vse pomemben človeški dejavnik, zato je potrebno pravilno usmerjati. Krščanska krepost čistosti je pogostokrat slabo razumljena. Veliko ljudi jo dojema v smislu, da krščanstvo obsoja spolnost in telesnost kot tako ali kvečemo kot popolno odpoved spolnosti. Najprej si moramo torej razjasniti, kaj čistost sploh je in jo tudi sami neprenehoma razvijati. Čistost namreč v jedru pomeni, da drugega človeka sprejemamo s strahospoštovanjem kot dar, kot tempelj Svetega Duha in njegovega telesa nikoli ne uporabimo zgolj za potešitev lastnih želja. To velja tudi za naš pogled, za to, kako gledamo na njegovo golo ali oblečeno telo. Torej, nečistost lahko rečemo, ali pa poželenje se pojavlja takrat, ko drugo izkoristimo za objekt, za sredstvo, za potešitev naših
naših želja. Torej, drugi ni cilj več, ampak je samo sredstvo, tisto, kar si v srcu ali pa želimo v sebi. Gojiti krepost čistosti ne pomeni biti zavrt, pomeni, da iz drugega ne želimo narediti predmeta lastnega poželenja in užitka. Če si eden želi živeti čistost, drugi pa ne, potem je ta drugi poklican, da prvega ljubi takšnega, kakršen je, z njegovo vero, vrednotami, odločitvami in da spoštuje njegovo pot. Vas povabim, pa si lahko vzamemo trenutek tišine, kakšno minuto, dve, vsak zase in lahko pogledamo naše grehe proti čistosti, kdaj in kako smo nečistovali, smo varali svojega sozakonca, smo bili nezvesti, ali smo gledali pornografijo, v tem primeru človek ni svoboden, lahko se izrodi tudi v odvisnost, sploh nimamo takrat opravka z resničnimi osebami, opravka imamo s sliko, kosom papirja, z računalniškim ekranom, gledanje takšnih filmov ali pa slike podpiranje tej industriji. Pornografija je popačenje človeške ljubezni, je sterilna, ali pa druga spolna dejanja, kot so samozadovoljevanje, kar je prav tako greh. Poglejmo tudi naše misli, misel sama po sebi še ni greh, odvisno je, kaj z mislijo naredimo, lahko postane del nas. Tako kakšno minuto, dve si malo vzamemo, pa malo poglejmo naše misli, dejanja, da jih ne čistujemo. Nam lahko to pomaga, da se zavedamo, da, ali pa kadarkoli tudi drugega res, ko gledamo na njega kot na predmet, kot en objekt, ki zadovolji naše potrebe in v tem res ni ljubezni. Drugega ljubimo z vsem, z vso dušo, duhom in telesom. Ni samo telo, drugi človek je tudi duša in duh, ga v celoti gledamo. Kako se boriti proti nečistosti? Lahko z iskrenostjo do spovednika se bomo lahko izognili prihodnim dvomom in skrupulom. Pogosto moč mesene domišljuje izgubi svojo intenzivnost že samo zaradi dejstva, da smo se komu zaupali. Ne pozabimo pa, da si čistosti telesa ni mogoče zamisliti brez predhodne čistosti duha. Telesnost ne bo ubogala pameti, če se pamet ne bo naučila ubogati Boga. Molitveno življenje zelo pomaga, da lahko živimo čisto, sami tega ne zmoremo
Moramo se zanesti na Božjo milost. V trenutki skušnjave se obrnimo k Bogu, lahko ga prosimo, naj nam pomaga, ko so naše želje po spolnosti neurejene. Z vero lahko premagamo nečistost. Potem, ko pademo, se dvignimo, smo več kot le greh, kot smo videli pri izgubljenem sinu, mlajšem sinu. Bog nas ljubi kljub temu. Blagor čistim srcem, ti bodo Boga gledali, to je Jezus tudi povedal v Blagori, pa mislim, da tudi res. Ko je naše življenje, se ne moramo biti vedno vse posod urejeni, ampak lahko pa se bližamo tem idealom ali pa tem dejanjem, da smo lahko čisti pred Bogom pa pred drugimi.